Drugo leto sodelujete pri ekokvizu, kakšne so pričakovanja za letos? Ja, mi pričakujemo v letošnjem letu vsaj tako dober odziv kot v lanskem letu, se pravi več kot 168 prijavljenih ali pa vsaj 168 prijavljenih osnovnih šol z vsaj približno toliko učenci, se pravi nekje okoli 3000-3100 učenci. Tudi na Telekomu Slovenije kaj skrbite za okolje, za naravo? Vsekakor. V letu 2008 smo pridobili okoljski certifikat 14001, se pravi, ki nas zavezuje k vsem ciljem, zavezam, ki sledijo iz tega certifikata. Poleg tega smo aktivni v sekciji ETNO, to je mednarodna oziroma evropska organizacija, ki skrbi za okolje oziroma ki daje določene priporočila za okolje, in pa skrbimo še za določene druge stvari, kaj smo mogoče čistilna naprava na Poštarskem domu na Pohorju, tako da tu smo zaenkrat. Smo pa zavezali vse zaposlene k 5% zmanjšanju energije in pa skrbimo za ločevanje odpadkov. Kako pa skrbite za zmanjšanje energije? Kaj konkretno počnejo vaši zaposleni? Vsekakor zmanjšanje na sami infrastrukturi, se pravi zmanjšanje električne energije, kar se tiče same infrastrukture. Želimo optimizirati kompletno delovanje infrastrukture na način zmanjšanja energije, v bistvu tudi v fazi postavljanja določene infrastrukture. Izbiramo dobavitelje oziroma opremo, ki je v tem smislu okolju najbolj prijazna. Skratka, izobražujemo tudi ljudi v smislu, da se ugašajo luči pravočasno, da ne gorijo računalniki čez noč in tako naprej. Kaj pa ekokviz, tema Natura 2000? Kaj mislite o tem? Zakaj je ta tema zbrana? Zdaj, moje osebno mnenje, glede to nisem strokovnjak z tega področja, verjetno ohranjanje določenih živalskih, rastlinskih vrst z določenih področji, ohranjanje njihovega naravnega okolja. Predvsem to, mislim, da je poudarek na tem. Glede na to, da gre za praktično 36%, če se ne motim, pokritost Slovenije s tem, in imam tudi podatek, da je to praktično največ v državah EU, se mi zdi, da je to za Slovenijo zelo pomembno in smo na tem področju praktično vodilni.